Za več informacij je v studiu z nami višja dopisnica z Bližnjega vzhoda Ariel Osaran. Ariel, ko začenjamo to oddajo, ravno zdaj prihajajo izredne novice s potrditvijo, da je Benjamin Netanjahu med to vojno na skrivaj obiskal Združene arabske emirate. Te informacije prihajajo prav zdaj. Kaj ste izvedeli? Ja, potem, ko smo danes izvedeli, da je šef Mosada Dari Banija med vojno vsaj dvakrat obiskal Združene arabske emirate, zdaj pa izvemo, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu prav tako na skrivaj obiskal Združene arabske emirate sredi vojne z Iranom. Tam se je srečal z predsednikom ZAE, šejkom Mohamedom bin Zayedom Al Nahjanom. Zdaj pa je po navedbah urada predsednika vlade, citiram, ta obisk prinesel zgodovinski preboj v odnosih med Izraelom in ZAE. Eden od teh prebojev, ki ga je včeraj potrdila ameriška veleposlanica v Izraelu, May Huckabee, je bil, da je Izrael v ZAE namestil sisteme zračne obrambe železna kupola in izraelske vojake za njihovo upravljanje. Zelo verjetno je, da je to srečanje in poglabljanje odnosov privedlo do drugih prebojev, za katere bomo morda izvedeli ali pa tudi ne s časoma. Vendarle jasno vidimo, da se odnosi dvigujejo, iz partnerstva prehajajo v zavezništvo, ki se samo še poglablja. In ko ne minevajo le dnevi, ampak celo ure, sproti izvemo, kako globoko postaja to zavezništvo, ki se oblikuje. Vredno se je malce odmakniti in spomniti naše gledalce, kako je Iran šokiral svet s tem, da je napadel zalivske države. V mnogih primerih je Iran napadal civilne cilje, vključno s hoteli na letališču v Dubaju. In mnogi so bili po vsej regiji šokirani. Zdaj se razkriva, da je v času krize za ZAE Izrael priskočil na pomoč, saj je predsednik vlade obiskal državo. Obiskal pa jo je tudi vodja Mosada. Tam pa so namestili tudi baterijo železne kupole. To je zagotovo precej izjemno, glede na to, da so bili Abrahamovi sporazumi podpisani šele leta 2020. Ja, glejte, če ne bi bilo napadov 7. oktobra in vojne, ki je sledila, bi morda videli več sprememb v regiji in države, ki bi se bolj približale Izraelu. Očitno vsakodnevne slike smrti in uničenja v Gazi temu niso pomagale. In to je bil del cilja Hamasa. Toda to, kar tukaj vidimo, je preusmeritev interesov in nacionalne strategije strani nekaterih zalivskih arabskih držav. Očitno to vodita Združeni arabski emirati in Bahrajn. Vendar obstajajo tudi druge države, ki si delijo interese z Izraelom in temi državami, na primer Kuvajt. Reuters poroča, da je to tretja država v zalivu, ki je izvedla napade na iranske ali proiranske cilje, napadla proiranske milice v Iraku skupaj s savdskimi lovskimi letali. Tako da v zadnjih 2 mesecih resnično vidimo spremembe, ki so bile prej nepredstavljive. Savdska Arabija je prvič v svoji zgodovini napadla iransko ozemlje, tudi Združeni arabski emirati izvajajo napade. Zdaj Kuvajt skupaj s Savdsko Arabijo izvaja napade v Iraku, k temu jih je spodbudil Iran. Izraelski nasprotniki bojo rekli, da je Izrael sprožil to vojno in dal Iranu legitimnost, da napade države, ki ga niso napadle. To preprosto nima nobenega smisla. In kar tukaj vidimo, je, da te zalivske arabske države spoznavajo, da imajo veliko večjo grožnjo, kot so si predstavljale. Izrael je zdaj izpostavljen tako kot njihov sosed Iran. In da je čas za vojaško ukrepanje proti tej grožnji, se vidijo, da ne bo izginila. In ta regija je postala veliko bolj nestanovitna zaradi teh iranskih napadov na njene arabske sosede v zalivu. Ko govorimo o tem, da regija postaja bolj nestanovitna, Abbas Arakči, zunanji minister Irana, ostro kritizira Kuvajt. To se v javnosti ne zgodi pogosto. Zakaj ostro kritizira Kuvajt? Zaradi aretacije 4 Irancev povezanih z IRGC, ki so poskušali se vtihotapiti v Kuvajt, da bi tam izvedli sabotažne operacije. To je res še enkrat vrhunec hinavščine
strani Islamske republike. Arači se je oglasil na Twitterju z veliko krajšim zapisom, kot jih običajno objavlja, ker so mu na Twitterju oziroma X ukinili premium račun. Tako je omejen na 280 znakov. Toda teh 280 znakov je izkoristil, da je še enkrat pokazal, da hinavščina ne pozna meja. Saj je dejal, da si Iran pridržuje pravico do odgovora na ta kuvajtski napad na čoln s 4 Iranci. Kaj so tam počeli? Zakaj so poskušali se vtihotapiti v državo? Očitno obtožuje Kuvajt agresije, pravi, da si Iran pridržuje pravico do odgovora in zahteva takojšnjo izpustitev teh 4 iranskih državljanov. Torej, Iran znova išče izgovore in projicira lastne obtožbe tako, da obsoja nekoga drugega. Res osupljivi prizori in sporočila.